Magnetno polje dolge tanke tuljave. Pri poizkusu opazujemo magnetno polje dolge tanke tuljave. Pojem dolga tanka tuljava se uporablja takrat, kadar je debelina sloja navitja, torej razlika med zunanjim in notranjim radijem navitja, relativno majhna v primerjavi z dolžino tuljave. Konkretna tuljava, ki jo opazujemo pri tem poizkusu, ima notranji radij 1,1 cm, zunanji radij 1,6 cm in dolžino 16 cm. Tuljava je zračna, pred njo je nameščeno neferomagnetno vodilo za sondo merilnika. Tuljavo sestavljajo krožni ovoji, katerih lastnosti polja smo analizirali v ločenem poizkusu. Magnetno polje tuljave je seštevek magnetnih polj posameznih ovojev. Opazovano tuljavo sestavlja 2000 krožnih ovojev. Pri poizkusu merimo gostoto magnetnega pretoka vzdolž osi tuljave ter tik ob ovojih z zunanje strani, in sicer na sredini njene dolžine. Magnetno polje merimo s teslametrom, merilnikom, ki temelji na uporabi Hallovega efekta. Ta omogoča merjenje velikosti in smeri polja v izbrani točki. Pri izklopljenem napajanju priključimo aksialno sondo na merilno vezje. Podatke o izmerjenih vrednostih na izhodu merilnega vezja očitavamo z voltmetrom, upoštevajoč konstanto pretvorbe 10 mV na militesla. Pred uporabo merilnika izvedemo njegovo kalibracijo. Da bi zastrli vplive zunanjega magnetnega polja, sondo vstavimo v ničelno referenčno komoro, enostransko zaprto tenkostensko cev iz mehkega žarjenega železa. Kalibracijo izvedemo v 2 korakih. Najprej prestavimo preklopnik v položaj kalibracija. Z vrtenjem gumba za kalibracijo nastavimo na inštrumentu vrednost, ki je odtisnjena na Hallovi sondi. S tem nastavimo strmino UB karakteristike na 10 mV na militesla. Nato premaknemo preklopnik v položaj meritev. Z vrtenjem gumba nastavimo ničelno izhodno merjeno vrednost, ko je sonda v referenčni komori. Po potrebi lahko izvedemo več zaporednih iteracij nastavljanja strmine UB karakteristike in ničelne vrednosti. Po končanem kalibracijskem postopku je merilno vezje pripravljeno za meritev. V nadaljevanju povežemo dolgo tanko tuljavo preko ampermetra na napetostni vir, kot to prikazuje vezalna shema. Napetost vira naravnamo tako, da je tok v tuljavi 1 amper. Sondo vstavimo v tuljavo in jo položimo v njeno os. Magnetno polje najprej izmerimo vzdolž osi dolge tanke tuljave. Merimo komponento polja, ki je vzporedna z osjo. Središče tuljave je izhodiščna lega za določanje odmika točke, v kateri merimo magnetno polje. Merimo v točkah, ki so 0, polovica, 1, 2, 4, 6, 8, 10 ter 12 cm stran od središča. Rezultate zberemo v tabeli in nato odvisnost gostote magnetnega pretoka od oddaljenosti do središča tuljave prikažemo grafično. Da lahko praktično dobljene rezultate primerjamo z analitično izračunanimi, smo v istem diagramu z rdečo barvo prikazali tudi odvisnost analitično izračunane vrednosti gostote magnetnega pretoka.
Opazimo, da je gostota magnetnega pretoka praktično povsod v notranjosti tuljave približno takšna kot v njenem središču, znatno upade, ko se približamo robu navitja, z oddaljevanjem od tuljave pa polje zelo hitro upada proti nič. V nadaljevanju izmerimo še gostoto magnetnega pretoka izven tuljave, in sicer tik ob ovojih na sredini njene dolžine. Opazimo, da je kljub enaki orientaciji sonde, kot je bila v notranjosti tuljave, predznak izmerjene komponente gostote magnetnega pretoka sedaj ravno nasproten. To pomeni, da je magnetni pretok skozi tuljavo usmerjen v eno smer in se zunaj tuljave vrača nazaj, kar potrjuje eno temeljnih lastnosti magnetnega polja, in sicer, da so gostotnice pretoka sklenjene, torej nimajo ne začetka, ne konca. Temu pravimo neizvornost magnetnega polja. Ob koncu določimo še magnetni smog, to je tuje magnetno polje različnih povzročiteljev, ki ga ne moremo izločiti drugače kot z ničelno komoro. Lahko pa izločimo njegov vpliv tako, da ga pomerimo kot polje pri izklopljenem toku in to vrednost nato odštejemo od izmerjenih rezultatov.